veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Kako paše gozdni zrak. Mrzel, ampak svež in čist. Poglej, tale veja bo odlično podkurila mojo Greto. Pa tale gre v nahrbtnik. Tole bom morala pa kar s cirkularko razžagat. Še dobro, da sem v zadnjih par letih kupila toliko žag. Teja, živja, oprosti, ker šele zdaj vračam klic. Bila sem v savni. Kako je pasala tale para in vročina poletja. Čeprav mislim, da bom naslednjič šla v malo manj vročo savno. No, zašla sem. Teja, si klicala zaradi današnjega srečanja? Mislila sem, da bi se dobili kar lepo ob moji Greti. Ravno včeraj sem pospravljala drva in našla med njimi eno poleno trepetlike. In jo bomo dali na Greto, ne vanjo, ampak nanjo. Tako nam bo pričarala res lepo gozdno aromo. Dobro, Teja, kdo je ta Greta? A je to ena tvoja prijateljica? Ne, to je moja pečna drva. Ja, kakšno smešno ime. Ampak ja, se pa strinjam, pridemo do tebe. Skoraj nič ni lepšega od večera s prijatelji ob vroči peči in njenih ognjenih plamenih. Mislim, da bo to super ustvarjalno okolje za pisanje naše oddaje o ognju. Ja, imaš prav. Ogenj je res čaroben. Včasih, ko zvečer zakurim, strmim vanj, preučujem različne barve plamenov in čas mine zelo hitro. Zdaj sem pa tudi jaz zašla. Skratka, Tanja, ko pade mrak in se prižgejo luči, se vidimo. Sporoči še Joštu in Jušu, prosim. Hvala in čau. Zmenjeno. Se vidimo kmalu. Ob ognju. Čau. No, takole. Še tole vejo zagrabim in počasi domov. Zelo se veselim večera in ustvarjalnosti. Še malo bolj pa se veselim trenutka, ko bomo skupaj poslušali našo novo oddajo in slišali: Dobrodošli v naši ognjeni oro oddaji. Novice. Pozdravljeni. Upsala, malo sem prehlajen. Zadnjič me je na izletu jela burja. K sreči sem se na poti domov ustavil pri prijatelju Ozirisu, ki me je prijazno povabil k sebi na dom. Oziris je Feniks in ima doma veliko ognjišče, ki ga je rade volje zakuril, da sem si lahko pogrel svoja premražena krila. Sicer bi staknil še kakšno pljučnico. Oziris je moj najstarejši prijatelj. S tem ne želim reči, da je že dolgo časa moj prijatelj, marveč, da je res zelo star. Skoraj 100 let ima. No, ko smo že pri prehladih, Oziris je upokojeni zdravnik. Njegove solze imajo zdravilno moč in lahko pozdravijo vse od ureznine pa do opekline. Danes se nam oglaša iz Islandije prek Zooma, kajti po upokojitvi je njegovo glavno zanimanje postalo preučevanje vulkanov. Halo, Oziris, se slišiva in vidiva?
Halo, Galeb. Joj, kako lepo te je slišati. Želel sem ti povedati, da sem bil izredno vesel, ko sva se zadnjič srečala. Res sem na Islandiji. Na tem otoku je kar 33 vulkanov. Seveda niso vsi delujoči. Je pa nedavno v bližini ribiške vasice Grindavik izbruhnil vulkan. To je bilo zelo razburljivo. Ogenj, pepel, lava, same lepe stvari ti rečem, Galeb. Ampak to ni za ljudi. Ljudje se morajo evakuirati. To pomeni, da morajo zapustiti bližino vulkanov. Ne le uničujoča vročina lave, tudi dim in saje so nevarni za njihove organizme. Predvsem za dihala. Sam zelo uživam v raziskovanju. Ogenj me sploh ne moti. Pravzaprav se moje večno življenje Upsala, no zlomka. Pravkar smo bili skupaj priča edinstvenemu pojavu. Feniks se v določeni starosti namreč spremeni v ogenj in se ponovno rodi iz pepela. Če takole predvidevam, bi rekel, da je moj prijatelj Oziris želel reči, da se njegovo večno življenje vedno zaključi s plameni. Joj, kako je luštkan, mali Oziris. Komaj čakam, da se bo spet naučil govoriti. Zdaj pa je z mano zmaj Vetruvi. Predajam besedo. Dober dan, sem zmaj Vetruvi in imam prav zanimiv poklic. Ustvarjam kozarce, vaze, posode in druge steklene izdelke. Pri tem mi pride prav moja lastnost, ki je večina steklopihačev nima. S svojim ognjem stopim trdno steklo, nato pa ga s cevko, v katero piham zrak, oblikujem v različne predmete. Ves čas moram paziti, da se steklo ne shladi. Samo tako ga namreč lahko oblikujem. Nekako tako kot pri oblikovanju gline. Ko se že preveč posuši, je ne moremo več gnesti. Moji izdelki pa se morajo čisto počasi shladiti, da ne počijo. Potem pa jih lahko še obrusim in pobarvam. Zaradi mojih velikih šap pa veliko izdelkov pomotoma opraskam ali celo strem. Ampak Galeb, zate sem pripravil eno prav luštkano vazo, iz katere lahko tudi piješ, če boš žejen. Hvala, Vetruvi. Izvoli. O ne, oprosti. Ojej. Je že v redu. Pridem k tebi na obisk po še eno, pa jo bom raje sam prevzel. Zdaj pa še naš dežurni jezikač, kameleon Blablaž. Juhu! Spet lepo pozdravljeni. Danes se vam ponovno javljam z nekaj prenesenimi pomeni, torej z besednimi zvezami, ki ne pomenijo točno tega, kar se na prvi pogled zdi, da pomenijo. Na primer, če je pri neki družini ogenj v strehi, to ne pomeni nujno, da jim je zagorelo na podstrešju. To pomeni, da je v tej družini prišlo do prepira. No, sploh ni nujno, da se zgodi v družini. Tudi v tvojem vrtcu ali šoli lahko pride do ognja v strehi. In če nekdo ta prepir še dodatno spodbuja in krepi, rečemo, da priliva bencin na ogenj. Bencin, ki ga ponavadi natočimo v avto na bencinski črpalki, namreč zelo hitro gori. In če prilijemo bencin na ogenj, bo ogenj še močnejši. In tega nikakor ne počni, je zelo nevarno.
Pa še tole, morda poznaš igro med dvema ognjema? Pri tej priljubljeni igri, kjer se moraš ves čas izmikati žogi ali pa jo ujeti, najverjetneje ne zakurite kresa. Ogenj sta v tem primeru nevarnosti, ki ti pretita z ene in druge strani. Kako je jezik zanimiv. Pa pazite, da se ne opečete. Uganke. Zdaj pa pamet v roke in podkurimo svoje male sive celice. Za vas smo pripravili 3 uganke. Pa srečno! Poleti se radi v senci držimo, tudi pijače si ohladimo. Ko imamo piknik, so vroče rešetke nam dar, hrenovke, čevapčiče in bučke najraje vržemo Na majonezo? Na kruh? A ja ne, potem bi bila hrana vendarle surova. Aha, že vem. Pa ti? Ogenj ni nevaren, če se ga ukroti. Ko juhica zavre nad njim, cel prostor zadiši. Nisem gasilka, ne varilka, pa vendar vsak dan se z ognjem srečujem. Moj poklic je tak, da ljudi pred lakoto obvarujem. Oblečena sem v belo, a nimam svoje ordinacije. Če ne veš, kdo sem, pokukaj v šolsko kuhinjo ali v restavracije. Če upravljaš tale poklic, se vsak dan srečuješ tudi z noži. Kar nevarno. Ogenj gori, ponosno buhti, vržem poleno, na vrsti si ti. In drva počasi izginjajo, se v drugo obliko spreminjajo. Koščki lesa, oranžni in rdeči, umakni se stran, opeklino prepreči. V njej je zgorela vsaka trska in vsaka travica. Tako je vroča pod ognjem. Je šlo? Če pa kakšnega odgovora ne poznaš, pa uganke poslušaj še enkrat ali pa vprašaj za pomoč koga od odraslih. Za boljši svet. Tokrat smo za napotke za boljši svet vprašali naše poslušalke in poslušalce iz vrtca Mladi rod v Ljubljani. Otroci so bili tokrat zelo zgovorni. Najprej najlepša hvala Teji, pa vsem vam, da v bistvu ste naju Stanjo sprejeli v vašo skupino, ki se kako imenuje? Modra Mavrica. Ja. Saj Teja vam je že malo povedala, zakaj smo prišli, ne? Zakaj? Da se bomo pogovarjali o ognju. In jaz sem včeraj, ko nisem mogla nekaj spati, tako po noči razmišljala, kdaj in kje se vi sploh srečate z ognjem? Kdaj vidite ogenj tako v svojem življenju? A ste ga že kdaj videli, pa kje ste ga videli? Na kmetiji. Kje pa si videla na kmetiji ogenj? Kaj je ogenj tam počel? Kres, ja, kres. To je ponavadi takrat enkrat pozno spomladi, a ne? Jaz bi rad vprašal, jaz sem videl, ko sem pihal svečke, ko sem bil šel pri Mežici za rojstni dan. To isto, to sem jaz pomislila, bravo, ja, ko pihate svečke na torti za rojstni dan. A še kje srečate ogenj? Na morju. Na morju? A vi zgorite ogenj ali tako v kakšni gostilni, ki pečejo čevapčiče ali kaj? Kje? Ja, ker se mi zdi, ko si rekla ogenj, pa se spomnim, da enkrat, ko sem bila na morju, so imeli tak velik žar.
A si ti še želel nekaj povedati? Povej. Da kako se tudi ogenj. Bravo. Je drugače povedal. Ampak najbolj nevaren ogenj je pa požar tudi za vulkan. Bravo, da si omenil vulkan. Sonce je ognjena zvezda. Wow, ognjena. In tudi Venera velja za to. Ti kar povej, kaj si? Za gotorjenje je ogenj. Pri taborjenju. Penice. Ja, mi smo penice pa hrenovke smo pekli, ja, na taborjenju. Ko sem jaz tukaj hodila, sem šla ene parkrat mimo avtomobila, ki je imel tako sireno. Tak rdeč je bil, Rdeč je bil, Jaz sem ga tudi videla, ja. Gasilec. Zakaj so pa gasilci pa ogenj povezani? Požar, da pogasijo ogenj, pa te gasilci. Bravo, gasilci pogasijo požar, ja, res je. Ja. Se pravi, ogenj je lahko Tudi nevaren. tudi nevaren. Tudi nevaren, ja. Če kaj skuhamo gor, je koristen. Tudi eksplodira, eksplodija tudi nevarna. Pravijo, da se z ognjem ne smemo igrati, a ne? Ja, čeprav je tak čaroben. Ja? A je kdo od vas že kdaj bil kje, kjer so imeli pečna drva? A ste gledali kdaj, kako ogenj gori v kakšni peči? Ali pa v kaminu. Si že videla? Jaz sem. Kakšne barve so lahko plameni? Ognjeni plamen je tudi rdeč lahko. Lahko je rdeče barve, pa kakšne barve še lahko? Moder. Tudi moder je takrat, ko so drva malo bolj mokra. Bel, tudi bil, bravo. Ogenj je nevaren. Ampak upam, da nihče od vas ne bo potreboval številke, ki bi jo moral poklicati, ko bi potreboval gasilce. A se spomnite, poznate to številko? Ja. A, ti veš, kako je številka za gasilce? Kaj bi moral poklicati? Ena. Bravo! Kako pa ogenj sploh nastane? Ne. Jaz vem. Aha, povej. Ta še ni bilo žarov, pa svečic, pa so vzeli palce, ali pa kakšne kamne, pa so podrgali. Bravo, zelo dobro. Ja, tem kamnom se reče kresilni kamni. Bravo! Kaj gori, da sploh nastane ogenj? Kaj moramo dati na ogenj? Peč. V peč, kaj V da? peč. Kaj bomo dali v peč? Drva. Ogenj začne drva. Ja? Iz česa pa so drva? Kje so pa palce? Iz dreves, iz česa pa so drevesa? Bravo, iz lesa. Ja, iz lesa. Ja, rabimo torej les, ampak rabimo tak debel les, tak zelo debel. Bolj tank. Ja, les, ja, pa kaj še rabimo? Sveča predstavlja. Lahko rabimo svečo, ki ima mali flamen, ampak kaj še poleg? Zelo tanek les. Kaj še rabimo? A damo olje gor na ogenj? A damo vodo? Kaj pa damo še, da to damo? Kakšno desko lahko damo? Ja. Nekateri dajo še malo kartona, da se lahko hitreje vžge. Ja, moramo pa res paziti, da se ne vžge nič drugega kot pa samo peč. Kakšne barve je gasilni aparat? Rdeč. Bravo! Tanja, a jim dava eno nalogo? Kjero pa? Jaz mislim, da je to ena dobra naloga. Ja. Da vi, ko boste imeli čas in bo Teja dovolila, raziščete, kje je v vašem vrtcu gasilni aparat. Ja, jaz vem, kje je. Evo. A je to dobro vedeti ali ne? Jaz vem, Kaj mislite? da je dobro. Ja, da je kar dobro, ja, da je kar dobro, da vemo, kje imamo bravo, ja. Jaz sem se spomnila pa še enega malo težjega vprašanja. To je pa res malo težje vprašanje. Ampak, mogoče veste, kaj pomeni to, če rečemo, da ima nekdo v srčku ogenj, da njegov srček gori. Kaj bi to pomenilo? Se meni neči. Zakaj misliš, da ti je to proti srčku? Pa kdaj ti je tako prijetno, rečeš, meni je pa zdaj prijetno tako lepo. Meni je Toplo. takrat, Kdaj? kako mamica da.
Vidiš, kot ti mamica da lučke. Super, ja. Takrat začutiš malo tako mehurčke, ali kaj ti je, oziroma metuljčke, ali kaj ti je tako malo toplo raka. Metuljčka v trebuščku. Ja, v trebuščku. Mehurčke, metuljčke. Ja. Pravijo, da takrat vzplamti en tak ogenj ljubezni. Da se zaljubiš, da takrat imaš potem tak ogenjček. Ja, kot en smrkec. Ogenj v srcu. A tako kot en smrkec. Ja, en smrkec je bil celo bil 2 punce. A res? Katero pravlično bitje pa ima v sebi ogenj? Bruha ogenj. V katerih pravljicah so kakšni zmaji? Ja, zmanjkala žogica na roki. Jaz sem knjigo njen. Ja, super. Najlepša hvala, kar veliko stvari veste o ognju. Čau. Adijo. Čau, se vidimo. Poslušajte uro. Hvala, dragi vrtičkari in vrtičkarice iz skupine Modra barva Mavrice. Zelo dobro razmišljate. Res je, ogenj lahko pomeni različne stvari. Lahko nas opeče ali pa nas spominja na topel objem. Je pa predvsem fino, da se ob njem družimo in pripovedujemo zgodbe. Tako kot ste to danes počeli vi, Stanjo in Tejo, čeprav ga niste prav zares zakurili. Za boljši svet si pripovedujmo zgodbe ob ognju v prijetni družbi. Če doma nimaš peči, nič hudega. Sveče so prav tako čarobne. Jo bom kar prižgal, saj sledi pravljica. Pravljica. Danes bomo v pravljici izvedeli, kako je človek izumil ogenj. No, to se mogoče sliši malo smešno. Ogenj je obstajal že davno pred ljudmi. Prvi plameni so goreli pred 420 milijoni let. Prej so morale zrasti rastline, ki so poskrbele za 2 pomembna dela gorenja: gorivo in kisik. Ljudje v kameni dobi pa so sčasoma ugotovili, da za ogenj potrebujejo tudi vžig. Nekoč pred davnimi časi so v kameni dobi živeli nenavadni ljudje. Pravimo jim jamski ljudje, ker niso živeli v hišah, ampak v jamah, seveda. Bili so majhni in kosmati, črk niso znali ne pisati, ne brati, so pa imeli zelo razvito kulinarično življenje. To pomeni, da so radi dobro jedli. Tako so vsako leto priredili tekmovanje Najboljši obed, odkar obstaja svet. Svoje jedi so predstavili 3 finalisti. Najprej se je oglasila nabiralka Neandertalka. Za vas jaz pripraviti kameno posodo najboljših jagodic in oreščkov. Njeno pleme, to je taka velika družina, je veselo zaploskalo in hitro pozobalo vse, kar je nabrala. Naslednji je svoj krožnik predstavil starinček Koreninček. Znan je bil po tem, da je v kulinariki šel globlje, dobesedno. Pripravil je namreč velik kup koreninic in člani plemena so spet uživali, ko so zobali predstavljeno jed. Zadnja finalistka pa je bila Pira, ki se obira. Bila je sramežljiva jamska človekinja, a odlična kuharica. Pripravila je čudovit krožnik z mesom in rožami. Pred vami je zrezek iz stegna bizona na posteljici vodnih lilij. Ostali so zagrizli v surovo meso, ga nekaj časa žvečili, potem pa izpljunili. Ker meso ni bilo pečeno, jim ni preveč dišalo in zlata medalja je še 3. zapored šla
starinčku koreninčku. Pira je žalostna sedela ob bližnji mlaki in v njo metala kamenčke. Zagledal jo je njen oče, Ignis. Ne biti tako žalostna, Pira. Jed bila dobra, a meso težko žvečiti, če ga ne pobožati ogenj. Ja, saj vem. Ampak kako naj pečem zrezke, če pa že mesece ni bilo nobene strele, ki bi zanetila ogenj? Sama ga pa ne znam ustvariti. Nihče ga ne zna. In v jezi je enega izmed kamenčkov tako močno zalučala, da je poletel preko mlake in opraskal veliko skalo na drugi strani. Pri dotiku pa je nastala iskra, ki je zanetila suho travo in hitro so zaprasketali veliki plameni. Pira in Ignis sta izbulila oči, saj sta vedela, da sta priča nečemu izjemnemu. Hitro sta nabrala kamenje okoli mlake, ga prinesla nazaj do jame in z udarjanjem kamna ob kamen zanetila vroč ogenj. Na njem je Pira spekla slastne zrezke in pleme se je mastilo in z veseljem žvečilo mehko meso še dolgo v noč. Tudi zato, ker jim zdaj s pomočjo svetlobe ognja ni bilo treba iti več spat ob sončnem zahodu. Kamen, ki ga je Pira vrgla v skalo, ni bil navaden kamen, ampak mineral po imenu kremen. Jamski ljudje so ga uporabljali za izdelavo orodja, orožja in tudi isker, ki so zanetile ogenj. Kre je namreč stara slovanska beseda za ogenj, kremen pa pomeni tisto, s čimer ogenj krešemo. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Piseshedu! Doviđenja! Zajđen! Naslišanje! Ej, Juž, aplikacija pravi, da tukaj zavi levo, potem pa sva že na ulici, kjer živi Teja. Super, komaj čakam, da se pogrejem ob prsketajočem ognju. A lahko dam še malo bolj na glas avtoradio? Me zanima, kaj se zgodi na koncu oddaje Oro. Pa Jož, saj si snemal to oddajo, a si nisi nič zapomnil? Marsikaj sem si zapomnil. Naprimer, kako se imenuje ptič, ki se spremeni v ogenj in ponovno rodi iz pepela. Pa da ni dobro prilivati bencina na ogenj. V prepiru ali zares. Pa tudi, katero telefonsko številko moram poklicati, če želim, da pridejo gasilci. Tako, pa sva pri Teji. Pa je ugasnil tudi ogenjček v motorju mojega avtomobila. Motor ti je gorel. A pokličem gasilce? Pa ne, no, saj tako je prav. Avtomobili na bencin delujejo na motor z notranjim izgorevanjem. A ja, se res. Ampak kmalu bodo morali biti pa vsi na elektriko, a ne? Ja, tako bodo bolj prijazni do zemlje. O zemlji pa bomo govorili v naslednji oddaji. O zemlji z veliko in malo začetnico. Bomo vse razložili, brez skrbi. Čau Teja, čau Tanja, prinesla sva sadje.